Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno kolesarjenje, da vam pokažem, kako si lahko popestrite svoje kolesarske kroge. Saj vemo, vsak kolesar ima en nabor svojih krogov, eno so mu bolj pri srcu, drugi manj, ampak z leti lahko postane še tako lep krog sila dolgočasen. Jaz bi danes tega odpeljal v vsakem primeru, ampak sem si rekel, nič še posnamem, mogoče bo pa komu všeč ideja in bo šel ponoviti. Je pa tako prijetno, v glavnem oblačno vreme, približno 21 stopinj Celzija, super za kolesarjenje. Jaz sem si za današnjo popestritev zbral igro začetnih črk, ampak ne smem zgubljati časa, ker tukaj že vidim, da je prvi kraj Podgora oziroma Piedimonte. Danes imam besedo na črko P, zato sem si za prvi kraj izbral kraj v Italiji, takoj čez Sočo na drugi strani Gorice. Ja, igra začetnih črk je meni najljubša, zato jo bom opisal kar na prvem mestu. Zbereš si eno poljubno besedo, jaz zmeraj izberem kaj iz kolesarskega sveta in potem odpelješ krog, ki vsebuje kraje z začetnimi črkami tiste besede. Jaz sem danes začel na črko P in zdaj kmalu tle 2 vasi naprej me že čaka črka O. Jaz igram tako, da si morajo kraji slediti točno v istem zaporedju, kakor so črke v besedi. Zdaj vi pa lahko naredite tudi po svoje. Prav tako imam pravilo, da če se kakšna črka v besedi ponovi, ne peljem skozi isti kraj, ampak poiščem drugi kraj na isto črko. Današnje proge nisem narisal, ampak ocenjujem, da bo dolga okrog 60 km, bom pa na koncu itak dal od spodaj link od Strave, tako da si boste lahko pogledali, kje sem vozil. Evo, in zdaj tle imam že drugi kraj, črka O. To je meni ena taka super igra, super popestritev in motivacija. In ker se osredotočaš na začetnice vasi, skozi katere voziš, tudi najbolj dolgočasni odseki minejo brez vsakih problemov. Evo, zdaj imam malo vzpona in že naslednje naselje na črko G. Zdaj imam kakšnih 20 km do naslednje črke, tako da vam lahko povem še za nekaj drugih načinov, s katerimi si lahko ravno tako popestrite še tako dolgočasna kolesarjenja. Ena zelo enostavna tehnika je, da vzamete nek dolgočasen krog in ga odpeljete v nasprotni smeri. Kar naenkrat boste cesto videli z druge perspektive, prej vzponi bojo zdaj postali spusti, kjer ste prej zavijali v levo, boste zdaj zavijali v desno. In se vam lahko še tako znan in dolgočasen krog spremeni čisto v eno novo dogodivščino. Jaz sem prakticiral tudi tako, da sem združil oziroma prepletel 2 dolgočasna kroga, in sicer tako, da sem se en kos poti odpeljal po eni trasi in potem zamenjal in šel drugi del poti po trasi drugega kroga. In tako ti nastane čist nek nov krog, ki ti lahko rata celo zelo všeč. Zadnje čase pa zdaj to rešujem na tak način, da prepustim Garminu oziroma Stravi, da mi nariše nek poljuben krog, jaz predpišem samo dolžino in potem aplikacija zloži skupaj neke odseke, po katerih sem vozil že 100-krat, ampak mogoče nikdar še ne v takem zaporedju. V glavnem rata ful zanimivo. Jaz, ko so mi všeč take igrce, sem recimo izvajal tudi to varianto, da sem zapeljal skozi 2 kraja z enakim imenom. Recimo Dobravlje v Vipavski dolini in Dobravlje na Krasu. Ali pa Cov nad Vipavo in Cov pri Repentaboru na Sežanskem. Imam tudi varianto, da odpeljem 3 kraje s podobnimi imeni: Lokovec, Lokavec in Lukovec.
Ampak pozor, ponavadi te igre s podobnimi ali pa enakimi imeni so večinoma vse stotke. Če se bo kdo od vas okorajžil in tudi šel tole igro črk, bi jaz dal samo en nasvet, in sicer bodite previdni pri uporabi črke E, zato ker ta je v Sloveniji najredkejša. Evo, prišel sem do 4. črke in to je A oziroma Ajdovščina. In tukaj bom v prvem krožišču tudi obrnil, ker je ura že 5 popoldan in ker imam že 40 km, imam pa do doma še 25 km in še 3 črke. Lahko mi verjamete na besedo, da mi tale trasa do Ajdovščine najbolj teži od vseh, ker sem jo verjetno največkrat prevozil in tu še v mladih osnovnošolskih letih. Ampak danes sem prišel ekstra v Ajdovščino samo po to črko A in vam lahko povem, da mi ni šlo prav nič na živce, zato ker sem to črko rabil za svojo igro. Precej moram reči, da sem si popestril vožnje, ko sem nabavil tega Scotta, ki ima take 32 mm gume, zato ker lahko z njimi zavijem tudi na slabši asfalt ali pa celo na makadam. Večini najbolj dolgočasnih odsekov sem našel super alternative, tako da se mi zadnje pol leta kar dogaja. Zdaj, če imate doma še kakšen gravel, trekking kolo ali pa kakšnega gorca, lahko to izvajate že takoj in praktično se ne morete naveličati skoraj nobenega kroga. Tle v neki točki, bi rekel na sredini Vipavske doline, pa celo malo sonca. Še tako duhomorne odseke si lahko popestrite na ta način, da na njih spremenite intenzivnost vadbe. Zakaj bi trpeli na neki dolgočasni ravnini, če lahko izkoristite za vožnjo na moč, za trening intervalov, za šprint, oziroma da jo konec koncev odpeljete tako, da ji odrežete mero v obliki osebnega rekorda na Stravi. Enako velja tudi za kakšen klanec, ki bo izgledal popolnoma drugače, če mu boste spremenili tempo oziroma način vaše vadbe. Čeprav, roko na srce, mislim, da noben klanec ne bi smel biti dolgočasen, ampak vsak to doživlja malo po svoje. Evo, in tukaj je že 5. črka Črniče. Zdaj sem pa že res blizu. Še 2 vzpončka, 2 črki in bom doma. Ok, tukaj zdaj prihajam po črko A. Ne mi reči, da ni table. Tle je zdaj neko gradbišče, delajo nov krožni promet. Aha, je tukaj tabla z druge strani, ni problema, super. Pa imam še drugo črko A. Lahko pa si konec koncev s sabo povabite družbo in vam garantiram, da vam še tako dolgočasen in prežvečen krog ne bo šel čist nič na živce, zato ker vam bo kolega, ki bo z vami, popestril to monotonijo. Drugač pa, kakorkoli, popestritve gor ali dol, pravi rekreativci vemo, da je samo disciplina most med cilji in dosežki. Tako da stisnemo zobe in gremo novim zmagam naproti. Tukaj pa še zadnja črka R in ga imam, Pogačar v Vipavski dolini. V glavnem super, na koncu je ratelo skoraj 70 km, poglejte si dol na Stravi, hvala, itak, vse veste, hvala za vse in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.